Takrat, ko prihajaš gor, pa so neki malo starejši, izkušenejši tekmovalci, presenečenje za njih, se toliko ne posvečajo analizi tvoje borbe, imajo mogoče nekoga drugega bolj v glavi. Potem, ko si pa osvojiš nek tak naslov, se kar načeloma skoraj vsak tekmovalec na tebe pripravlja, vsi začnejo analizirati tvoje borbe, tvoje nastope, katere tehnike delaš. Pa lepo pozdravljeni v novi epizodi Torkovega pogovora. Dan z nama je pa Tim Toplak. Pa najprej, če lahko to razčistimo, ker z Jakotom sva se prej pogovarjala. Ti si svetovni prvak v jiu-jitsu, ne? Tudi, ja. Tudi. Tudi. Se pravi, v katerih kategorijah pa, a pa člansko, mladinsko, kako je to zdaj? V bistvu sem bil v vseh starostnih kategorijah, do 18 let, do 21 let, pa tudi članski. Aha, Tako da nekako šla pot postopno po korakih, tako ko sem odraščal, mi je na srečo v vseh kategorijah uspel, nazadnje potem leta 2019 tudi v članski. v Abu Dhabiju, ne? Ja, v Abu Dhabiju je bila tekma zelo lepo, zanimivo, tudi tako dogajanje okrog tekmovanja. Je bilo lepo, no, ena taka lepa dogodivščina, ki se je končala s super rezultatom, kar je bil tudi cilj celega izleta. Po je bilo pa še fajn, smo šli malo Ferrari Land pogledati, malo tisto puščavo, tako da je bilo super. Zagotovo za obiskati lepo, ampak zdaj se mi je tako eno vprašanje porodilo v glavi, a potem si ti, ki si skozi vse te starostne kategorije bil svetovni prvak, si imel tekmece, ste se tako poznali, da ste skupaj šli skozi ta proces, skozi najprej U18, U21, pa potem člansko. Zelo različno, z enimi smo se poznali, tekmovali, kar rečemo, skozi kar dolgo pot oziroma skozi leta, potem je bilo pa dostikrat tako, ke smo še vsi bili v fazi odraščanja, eni so mogoče kasneje še malo bolj zrastli ke jaz, ke sem bolj mali ostal, in so pol bili v višjih kategorijah, nekateri so tudi še kategorijo nižji ostali. Potem pri članih je pa enkrat itak kar velika razlika v letih, sem imel tekmovalce na začetku, ke so bili kar dosti starejši od mene, zdaj v zadnjih letih pa tudi dosti mlajše, ke pa nismo imeli nekih stikov prej v mlajših kategorijah. Tistih enih par smo pa ja se borili že, ne vem, stari 15-16 let, pa potem pri članih tudi. Katere vrste jiu-jitsa pa ti treniraš? Ja, v bistvu bolj, recimo, tradicionalni jiu-jitsu, zdaj vem, da je tudi brazilski jiu-jitsu zelo popularen zadnja leta, ampak jaz tega tradicionalnega. Ta se mi zdi, da je bolj odprt, ne? Da več stvari delaš, kot pa pri brazilskem. Ja, načeloma pri nas se borba začne na nogah, je neki stand-up, udarci, potem ko enkrat prideš v kontakt, se primeš za kimono, takrat so udarci prepovedani, za razliko, ne vem, od MMA-ja, ke so tudi v kontaktu pa se udarjajo. Potem je tehnike metov, podiranja, takih stvari, ke pa se enkrat borba preseli na tla, pa recimo, da so tehnike podobne oziroma enake kot pri brazilskem jiu-jitsu, s tem, da so oni dosti bolj specializirani samo za to področje. Pri nas je borba na tleh tudi dokaj kratka, če ne vem, v nekih 20 sekundah ne dosežeš nekih točk ali pa pozicijo, ke prinaša točke, sodnik prekine borbo pa tekmovalce dvigne spet v prvi del, mi rečemo, se pravi stoječ položaj. In koliko časa traja borba? Borba je dolga samo 3 minute, po eni strani zelo hiter čas mine, ja. Če vodiš, je zelo dolga, če loviš nasprotnika, potem čas hitro teče, je pa taka kar dinamična borba, in se mogoče 3 minute sliši malo, pa je vseeno kar naporno. Pa specifika je, ne vem, v enem dnevu tekmovanja imaš 5-6 borb, za vsako borbo, potem so tudi kar dolge pavze vmes med borbami, po navadi moraš narediti skorajda za vsako borbo novo ogrevanje, se spet pripraviti, tako da na koncu dneva se kar
nekako akumulira ta utrujenost. In pa vsaka napaka si znam predstavljati, da je zelo ključna. Če ti narediš eno napako v 3 minutah, verjetno se to na koncu lahko kar pozna. Ja, tako, kot sem rekel, če loviš zaostanek, potem 3 minute naenkrat minejo, je treba biti kar sfokusiran skozi celo borbo. Pa se lahko borba predčasno konča z iponom, kakor pri judu. Ja, pri nam rečemo tudi jiu-jitsu oboje sta japonske veščine, in tudi imamo isto ipon. Pri nam, če hočemo, da se borba predčasno konča, je treba doseči ipon v vseh 3 delih, ki sem prej omenil, se pravi iz udarcev, moraš narediti dovolj kvaliteten udarec, brco, da sodniki dosodijo ipon, potem iz neke tehnike meta moraš dobiti ipon in pa na tleh moraš dobiti ipon, se pravi, ne vem, kak končni prijem ali pa da se nasprotnik preda. Mogoče, če se mi zdi, da tukaj paše vprašanje noter, ker imam malo zmešana, pa zdaj, glede na to, kako opisuješ, se mi zdi, da je zelo široka borilna veščina, ne? Pa obstaja pa tudi ogromen drugih borilnih veščin. V čem mogoče zate jiu-jitsu izstopa? Kaj te prepričal za jiu-jitsu? Ja, glih to, da je tako zelo raznovrstna. Ne vem, tudi ko sem bil mlajši, sem kar nekaj časa treniral, tudi tekmoval v judu, oboje vzporedno eno obdobje. Potem me pa glih to nekako prepričalo, navdušilo, da je še nekaj več, kot je bilo tam. Sem pa tudi skozi celo kariero kar dosti tudi druge borilne veščine treniral, glih zaradi tega, ker v Sloveniji ni bilo toliko dobrih, kvalitetnih sparing partnerjev, s katerimi bi lahko treniral, in sem si potem pomagal, ne vem, pa sem hodil k določenim, lahko rečem zdaj tudi prijateljem, na razne treninge kickboksa, dosti sem v Maribor hodil k Tomažu Baradi, potem sem tudi skozi celo kariero na kake sparinge juda hodil, to sem zdaj zadnja leta v judo klubu Bežigrad bil občasno na treningih. Ne redno, niso mi bili to glavni treningi, ampak tu pa tam sem pa šel tudi na kake te treninge drugih veščin, da sem spet, tam so bili, recimo fantje, ki so bili v tisti borilni veščini načeloma boljši od mene, jaz sem pa pobral od njih neke stvari, ki so mi pa koristile, ker sem celotno stvar združil skupaj. Omenil si kategorije, kako so razporejene, po teži verjetno, a je kakšna razlika z judom ali ne? Malo drugače so težnostne kategorije, zdaj, če jih na hitro naštejem, ni toliko pomembno po moje. Jaz sem tekmoval v kategoriji 69, zdaj recimo judo kategorije, ki sta tukaj blizu, ena nižje je 66, ena višje je 73. Tako da načeloma je stvar zelo podobna, ima pa vsak šport malo drugače razporejene kategorije. Saj to, v judu imaš pa tudi črn pas, ne? Ja, tudi mojster juda sem že kar nekaj časa. Zelo visok, v bistvu si nekako omenil, da si judo tako malo zraven kot dopolnilo treniral, ampak tudi verjetno, če bi tekmoval v judu, bi bil isto zelo dober, ne? Mislim, tudi v judu sem imel medalje na državnih prvenstvih v vseh starostnih kategorijah, tudi članske medalje iz državnih prvenstev, imam res tiste, ki so pa pol v judu neka večja tekmovanja, mednarodna. Bom rekel, ko sem bil mlajši, sem tudi na par takih tekem šel, ampak nekih rezultatov pa tam nisem dosegel. Kdaj pa si začel tekmovati? Mislim, da je bila moja prva tekma pri 13 letih, če se prav spomnim. Sem že kar prej treniral nekaj časa, ne vem, če sta kje zasledila, tudi oče je bil moj trener, se pravi, sem nekako zrastel s tem športom, bi rekel, gor. Potem pa nikoli ni bilo nekega pritiska, da bi šel na tekmovanje, nič takega, ke sem sam izrazil željo, sem šel na tekmovanje in mislim, da je bilo pri 13 letih prvo tekmovanje. A misliš, da si tudi zaradi tega pol mogoče postal toliko dober? Ker ni bilo pritiska? Ne vem,
Sej potem v starejših letih pa, ko začneš neke rezultate dosegati, pa greš spet na tekmo, je sigurno nek pritisk prisoten, a ne. Jaz bolj mislim v tem smislu, da bi saj me to. nekdo silil, moraš iti na Ja. tekmo, a ne. Če se ne bi nikoli sam izrazil želje, potem ne bi nikoli šel na tekmo. Zdaj, zakaj sem bil tako dober? Verjetno je več razlogov, a ne. Ne samo ta eden. Zagotovo je tudi oče vplival na ta razvoj, ker te je zelo dobro poznal in si tako lahko v bistvu zelo hitro napredoval, pa te v bistvu tudi spodbujal, ker recimo ti ni šlo. Ker če te nekdo pozna, pa te pozna kot osebo, ne samo kot tekmovalca, se mi zdi, da to zelo veliko pomaga. Ja, marsikdaj se s kom pogovarjam o teh stvareh, ko včasih kdo reče, da je lahko to, ne vem, slabost, prednost. Po mojem ima in svoje prednosti in slabosti. Sigurno toliko dobro, ko me on pozna, me ne pozna nihče, je tudi mogoče videl že sam na kaki mimiki, na obnašanju mojem na samem treningu, kake stvari, ki jih mogoče nekdo drug ne bi prepoznal. Ima pa tako, kot sem rekel, mogoče kako negativno stran, oziroma jaz ne bi rekel toliko negativno, sva imela kar tako zelo določene, recimo, meje. Takrat, ko sva bila v telovadnici, ko se je šlo nekaj za šport, sva se o športu pogovarjala, doma sva pa res zelo redko, odpirala debate o športu, ker sva se hitro začela pol malo postrani gledati. Če sva bila že v telovadnici, ne vem, včasih tudi po 3 ure v celem dnevu, zjutraj trening, popoldne trening, pa pol še vmes skozi nekaj o treningih, je potem tega preveč, no, in Je. sva malo stvar razmejila. Zdaj, ko smo na treningu, ko je šport, ko se gre na tekmo, takrat se 100% temu posvetimo, drugače sva imela pa čisto normalen odnos očeta pa sina. Kakšen človek moraš potem biti, ali pa kakšen si moraš želeti postati, k čemu stremiš, da imaš potem na koncu možnost postati eden najboljših, tako kot si ti postal, ne vem, v jiu-jitsu ali pa na splošno, ne. Kar težko vprašanje. Danes sem se še posebej potrudil. Ja. Po moje je najbolj važno, da v tej stvari, ki jo delaš, da načeloma uživaš. Saj pridejo težki trenutki, ne vem, na treningu, na tekmovanju, tudi v zasebnem življenju izven športa. Najbolj je pa tisto, da v tej stvari, ki jo počneš, uživaš, a ne. Meni nikoli ni bil problem iti na trening. Vem, da ko sem bil mlajši, je bilo včasih to, da ne smem iti na trening neka kazen, a ne, in če kake stvari niso štimale, zdaj pa en teden ni treningov. Tudi tukaj moram povedati, da se je potem oče včasih malo nazaj potegnil, pa če sem se lepo opravičil pa vse, mogoče pol tisti teden na ene 3 dni skrajšali, ampak jaz sem rad šel na trening in to mislim, da je tisto, kar je zelo pomembno, da ti je stvar všeč in potem ni neka muka, zdaj da pa pride do samih rezultatov, je pa od veliko stvari stvar odvisna. Najbolj je pa tako, da vztrajaš, tudi takrat, ko mogoče stvari ne štimajo, ko ne gre vse po planu. Če greš rad na trening, boš še vedno šel na trening, ne boš šel na trening samo zato, da bi neki rezultat dosegel. Mogoče, kako si se pa potem, ne vem, kaj, jaz sem na primer judo treniral, ne, pa mi je bilo velikokrat težko iti na trening, ker sem vedel, da me bojo navutali na polno, ne. Pa velikokrat te na koncu vse pol boli. Kaj te je vleklo vsakič v telovadnico? Zakaj si vsakič toliko z veseljem prišel tja? Ne vem, družba, vedno kar okrog prijateljev, tudi še zdaj se z nekaterimi dosti družimo, ke smo skupaj zrasli. In mi je bilo enostavno zanimivo, pa mogoče to, da sem jaz bolj probal druge nabunkati, ke da oni mene. To je vedno In cilj, ne. potem ni bilo tako problema, a ne. Ja. Malo za heca, a ne, Ja, ampak seveda. nekaj v tem smislu. Po moje res ni mi bilo iti težko na trening. Ne bom rekel, da nisem kdaj kakega treninga spustil, ampak to se je mogoče zgodilo, ne vem,
enkrat na pol leta, da sem pa res imel preveč vsega, pa šole, pa vsega skupaj. Pa sem pol rekel, ok, danes pa ne grem na trening. Drugače mi je bila pa to neka, bi lahko rekel, skoraj da razonoda. Spet potem, ko pa prideš, odrasteš, pa so to neki treningi, priprave za neko veliko tekmovanje, takrat pa ja, si utrujen, pa veš, da je pač čez to treba iti in Ja. mal stisneš zobe, pa greš čez to, a ne, Ja. če imaš spet nek cilj odzadaj, in veš, zakaj to delaš. Pa si tako skozi proces tekmovanja dobil kakšne prijatelje oziroma kakšne tekmovalce, proti katerim si tako z veseljem tekmoval, da se še vedno spominjaš nekih tekem, tako, ki so ti res prišle k srcu, ali pa tako ne vem, kako bi se izrazil, tekmovalce, s katerimi si rad tekmoval, ali pa tekmovalci, proti katerim nisi rad tekmoval, recimo, tako, nekaj v tem smislu. Ja, recimo prijatelje smo najprej začeli, po svetu mislim, da imam kar nekaj tak prijateljev, ne bom rekel, da smo to taki prijatelji, ke se na dnevni bazi slišimo, a ne, ampak tu pa tam, če grem kam po svetu, sigurno lahko koga pokličem, tudi kar nekaj priprav zadnja leta sem delal pri določenih tekmovalcih v tujini, ke smo se spoznali glih skozi leta treninga. En Nizozemec v mlajših kategorijah smo bili skozi nasprotniki, potem je on šel na neki stopnji eno kategorijo višje, in smo pol dosti skupaj trenirali. Zdaj tudi po tujini včasih kakšne seminarje vodim, ke jih organizirajo tudi kaki bivši tekmovalci ali pa mogoče kaki klubi, v katerih so kaki tekmovalci, s katerimi smo bili na neki točki nasprotniki. Tako da to. Zdaj neki tekmovalec, ke rad tekmujem proti njemu ali pa mogoče tudi ne toliko rad, je, ne vem, ruski predstavnik Dimitrij Bešenec, z njim sva bila, mislim, da 6-krat ali pa 7-krat zapored v finalu na članskem evropskem prvenstvu. Sem ga kar nekajkrat premagal, če pa vse skupaj pogledam, imam pa z njim negativen skor. Je pa tak tekmovalec, ke gre zelo tako agresivno, odprto v borbo, tudi jaz imam, mislim, da dosti podoben stil borbe, ni tiste neke taktike, ke so določeni tekmovalci, ke že veš, da bo probal na vsak način nekaj, taktično borbo speljati, z njim si pa vedno vedel, greš, se stepeš, po pa kak je rezultat na koncu, je. In z njim sem se vedno kot tak rad boril, je pa malo tistega negativnega priokusa, ke imam pa v skupno gledano, imam pa negativen skor. Ampak na pomembnih tekmovanjih pa bi sebe opisal tako, kot da si bolj za pomembna tekmovanja, recimo, da te ta pritisk ne pride do živega, da si dober v nekih recimo finalih svetovnega prvenstva, si predstavljam, da je to čisto druga tekma kot kakšno četrtfinale, recimo. Je pa ni, a ne, na taki tekmi je tako, da če četrtfinalno borbo izgubiš, seveda. potem v finale ni sploh ne finala. moreš priti. Tako da je zelo pomembno, da kakega nasprotnika, ke bi na papirju mogoče se ga mogli dokaj enostavno premagati, ne podcenjuješ. Ne bom rekel, da se mi kdaj ni tudi kaj takega zgodilo, pa mogoče sem potem načeloma tudi te borbe uspel na koncu pripeljati v svojo korist, ampak vem, da sem si kdaj mogoče rekel, dobro, čez to borbo bomo že prišli, potem ta pomembne borbe pa pridejo, pa je pol se je glih mogoče začela borba na začetku malo, recimo, ne v mojo prid odvijati, pa je bilo pol težko nadoknaditi tisti neki zaostanek. Na splošno pa ja, velike tekme sem kar v redu rezultate tam dosegel, in mi je bilo vedno zanimivo iti na neko veliko tekmo, tudi potem, sploh ke sem že neke rezultate osvojil, naredil, je bilo vedno zanimivo iti na to ta veliko tekmo. Tudi čisto iskreno, ne vem, specifika glih teh težnostnih kategorij pa vsega,
kar mislim, da tam enih zadnjih 5-6 let sem mogoče na letni bazi naredil tam 4-5 tekmovanj. In to so bila pol kar vsa velika pomembna tekmovanja, nekaki Grand Prix, Grand Slami, evropska svetovna prvenstva. Potem sem pa šel mogoče v Sloveniji, sem na Maribor Open vsako leto šel, ke je bila neka največja tekma pri nam. Na teh tekmovanjih pa potem tudi nisem zbil kilogramov za svojo kategorijo, sem šel eno kategorijo višji. Drugače, da bi pa res tako veliko, ne vem, ke imajo v kakih drugih športih, ke imajo sezono, pa imajo praktično vsak vikend tekmovanje, tako pogosto jaz nisem tekmoval, in sem se pač pripravil po svetu tistim nekim večjim tekmovanjem, pa tam probal narediti največ, kar se je dalo. Mogoče navezava na prejšnje Jakatovo vprašanje. Ker si imel te posamične nasprotnike, pa zelo veliko verjetno tudi zelo dobrih nasprotnikov, ne, najboljših, kar jih je. A si pri vsakem tako, a si imel kakšno stvar, kakšno tehniko, ke si jo pobral pol od njega, da si jo potem kot, v svoji borbi začel uporabljati? Ne bi rekel, da glih od nasprotnikov, mogoče kako taktično zamisel, če je kdo kaj imel v redu, kot same tehnike pa ne, je pa tako, ke sem rekel, da sem tudi kar nekaj juda treniral. Zdaj tisti, ke mogoče poznajo, oziroma če ti poznaš, eno obdobje so bili tudi dovoljeni meti pri judu s prijemanjem pod pas, potem so te stvari prepovedali. Jaz sem še glih odraščal gor oziroma začenjal s treningi juda, ke je bilo še vse to dovoljeno. A pri In sem džiu-džitu je to potem, dovoljeno? ja, pri nam je vse to dovoljeno. Smo dosti manj omejeni, recimo, ke pri judu. Tudi marsikatera stvar, ke se pri judu kaznuje, ne vem, pasivnosti raznorazne, prepovedani gardi, vse te stvari so pri nas dosti bolj odprte, dosti bolj dovoljene. No, in sem mogoče tam iz teh treningov juda pa s kakimi judoisti, ke smo sodelovali, od njih kako stvar pobral, ne vem, primer bi bil Sašo Jereb, slovenski olimpijec v judu. Z njim sem tudi ene par takih individualnih treningov naredil, pa mi je zaupal ene par skrivnosti glede enega meta, ke ga je on zelo dobro delal, pa tudi meni je pol ta tehnika kar zelo dobro šla. Mogoče potem, ne vem, v judu ljudje, ki se naučijo en met zelo dobro, ne, se mi zdi, da so zelo uspešni potem na svoji borilni poti, ne. A imaš ti tudi mogoče tako neko specifično tehniko, ko jo imaš tako natreniran, da veš, da boš tudi, če nasprotniki ve, da je to tvoja najboljša tehnika, da boš še zmeraj zmagal? Ja, mislim, da pol na nekem nivoju, ke je, se kar vsi dobro že poznamo, a ne, sploh tisti res špica, ke je, vsi gledamo posnetke od nasprotnikov, vsi delamo analize nasprotnikov. In tudi ja, jaz sem imel neke tehnike v vsakem delu, ke sem jih sigurno dosti delal, pa mislim, sem skoraj siguren, da so nasprotniki že poznali te tehnike, pa so mi še vedno nekako uspevale. Je bila pa tudi v kontra kaka stvar, ke sem pa jaz včasih za nekoga vedel, da nekaj dela, pa me vseeno na to tehniko dobil, takrat pa ni tako dober občutek. Ja, ja. Mogoče eno osnovno vprašanje, ke sem si ga sicer za začetek pripravil, ampak zakaj si sploh začel z borilnimi veščinami? Ne vem, v bistvu, ke sem bil majhen, sem začel najprej z gimnastiko pa nogometom. Smo gimnastiko že v tistih mladih letih, gimnastika itak vemo, da se kar, hitro začne, že zelo, recimo, naporni treningi. In bi mogoče celo ostal jaz takrat v gimnastiki, če se ne bi nekako preselili v Celje, takrat odraščal čisto, ko sem bil do 4. razreda sem bil v Ljubljani, sem gimnastiko treniral, potem v 5. razredu sem se v Celje preselil. In takrat sem tudi v Celju šel najprej na trening, gimnastike, pa sem videl, da enostavno tam ni tak nivo gimnastike, kot je bil tukaj v Ljubljani.
In potem sem nekako postopno prišel v te borilne veščine, vpeljal me je pa oče, a ne, tako kot sem že prej omenil, večkrat, ko je on šel na treninge, pa sem jaz bil še, ne vem, 3-4 leta star, pa sem hotel iti zraven, pa v telovadnico, pa sem potem malo neke osnove začel delati postopno zraven, ker sem te druge športe treniral, nikoli me pa ni on silil v borilne športe. Prej je še bilo mogoče, da je rekel: "Pa a si siguren?" Ne, in potem, ko sem prišel na neko točko, pa sem se mogel odločiti, nogomet, borilne veščine, pa je me on, vem, da sem jaz pol rekel: "Ne, bom šel v borilne veščine." Pa me je on še parkrat potem peljal, ne vem, v soboto gledat nogometno tekmo od mojega, recimo, bivšega kluba, pa si siguren, da ne bi mogoče kaj drugega, me nekako mogoče celo včasih malo hotel stran držati, glih zato, ker sva se pol kdaj pogovarjala, pa je rekel, da ne bi jaz imel kdaj, ko bom odrastel, občutka, da me pa zdaj on silil v borilne veščine, ker se on s tem ukvarja. Bom pa jaz eno vprašanje, ki ni toliko povezano z začetkom, tvojim začetkom, ampak potem, ko si trikratni svetovni prvak v različnih kategorijah, mislim, ja, starostnih Starostnih, kategorijah. ja. Ja. Kaj ti je bilo težje, ostati na vrhu ali priti do vrha? Saj je težko vprašanje, lahko Ja, tudi ne odgovoriš. Rečemo, da pride do vrha, a ne, ker ko sem takrat potem tisti članski naslov osvojil, mi nikoli ni ratalo, recimo, tega več ponoviti. Sem potem še medalj dobil kar nekaj tudi na svetovnih prvenstvih, bil sem še potem, mislim, da 3-krat evropski prvak, ampak recimo, da članski naslov svetovnega prvaka sem enkrat osvojil, pa potem tega nisem nikoli več ponovil. Bil sem še 2-krat tretji, mislim, da na svetovnih prvenstvih zatem, tako da recimo, da Toliko stvari, priti na mislim, ostati težje. Ja, bi si mislil, da je res ostati težje, ker mislim, večina športnikov to reče, tako da, ja. Zakaj pa? Ne vem, mogoče takrat, ko prihajaš gor, pa so neki malo starejši, izkušenejši tekmovalci, si na neki način malo presenečen je za njih, se mogoče toliko ne posvečajo glih analizi tvoje borbe, imajo mogoče nekoga drugega bolj v glavi, potem, ko si pa enkrat, ne vem, res tisto, da pa osvojiš neki tak naslov, pa mislim, da se kar načeloma skoraj vsak tekmovalec na tebe pripravlja, vsi začnejo analizirati tvoje borbe, tvoje nastope, katere tehnike delaš, in je mogoče to en izmed, faktorjev. Ne vem, jaz bi rekel, da glih pri meni psihološko ali pa v načinu treninga se stvari niso nekaj spreminjale, tako da mogoče taka stvar. Kaj pa, iz česa si se pa več naučil? Ko si neko borbo izgubil ali ko si jo zmagal? Tako dostikrat ljudje rečejo, da se iz porazov dosti naučimo, a ne, meni je bilo pa vedno tiste borbe, ke sem jih izgubil, sem jih analiziral, a ne, pa pogledal, ampak mi jih ni bilo toliko všeč gledati, a ne, si jo mogoče 2-3-krat pogledal, pa zdaj je bilo pa dosti tega, a ne. Tiste borbe, ke jih pa zmagaš, so pa še vedno noter pomanjkljivosti, ke jih lahko najdeš, pa mogoče z malo večjim užitkom še nazaj pogledaš več kot enkrat, dvakrat, in se tudi iz teh borb da marsikaj naučiti. No. Pa ti je kakšna borba prav ostala v spominu, da ti je najljubša ali pa ena izmed najljubših? Ja, po moje, da tisto finale, ke sem svetovno prvenstvo zmagal, je tak dosti tipičen odgovor, ampak je bila tudi tako borba kar zelo specifična. Eno leto prej na svetovnem prvenstvu, sva bila tudi s tem Rusom spet v finalu, obadva finala sta bila, in eno leto prej sem jaz borbo kar povedel zelo dobro, sem jo peljal, potem pa je bilo tam ene
zadnjih 10 sekund, rečemo, da takih, ki sem borbo izgubil. Bile so tudi neke stvari glede sodnikov, ki bi po mojem mnenju lahko bile drugače obsojene, kot so bile, ampak sem rečemo tisto finale izgubil, potem naslednjo leto so bila spet midva v finalu, takrat sem pa jaz borbo v svoj prid obrnil tudi nekje 10-15 sekund do konca, sva bila skozi celo borbo izenačena zelo, pol pa mislim, da je on vodil 1-2 točki 10 sekund do konca približno, pa mi je takrat pa ratalo borbo obrniti v mojo korist in je bilo tako, glede na prejšnjo leto, kaj se je zgodilo, ke sem na isti način, rečemo, da jaz izgubil, je bilo pa pol v redu, da sem pa nekako uspel tisto borbo zmagati. Kaj pa so zate borilne veščine? Tako v prvi vrsti neki šport, ke ga jaz rad delam, a ne. Potem je pa en kup stvari, ke jih zraven potegnejo, veliko je, sploh te rečemo malo bolj tradicionalne japonske, azijske borilne veščine, je dosti neke etike, nekega poudarka na, recimo, športnem življenju, dosti je poudarka tudi, ke se vsi ti pasovi polagajo, je treba se nekaj teorije naučiti, se glih ta športni duh zelo poudarja, tako da nekako to, recimo, športno življenje, življenje tekmovalca, ke se ukvarja z borilnimi veščinami, je taka zelo pomembna stvar, potem pa mogoče tudi, sploh glede na profesionalno pot, ke jo pa zdaj opravljam, pa tudi še mogoče neki vidik samoobrambe, ke ga potegnejo tudi znanje borilnih veščin lahko zraven, če je spet mogoče športno pa kot čisto veščina oziroma kot samoobramba, se stvari sigurno razlikujejo, neke osnove so pa po mojem mnenju enake, ali je to za šport, neki udarec v športu narejen ali pa v neki samoobrambni situaciji, je pa pol stvar treba primerno prilagoditi. Tako da zelo tak širok pojem, bi lahko rekli. A je, zdajle ke si omenil samoobrambo. A je potem trening borilnih veščin namenjen temu, da nekoga pretepeš? Ne, To- ne, to nikakor ne, zdaj zadnja leta pa te socialna omrežja pa ne vem kaj vse živo vidimo, a ne, pa tudi določeni tako svetovno znani borci v raznoraznih borilnih veščinah, a ne, se marsikaj da najti, ampak, sigurno, da to ni to, vsaj po mojem mnenju ne. Jaz vem, ke imam treninge otrok, vedno poudarjamo vse te stvari, da te stvari, ke jih delamo v telovadnici, jih delamo samo takrat, ke trener reče, se dela neka stvar, ostane strogo stvar v telovadnici, potem ke imam ne vem kakega bratca pa sestrico, ke trenirata skupaj v skupini, strogo nima še posebej, teh stvari pa doma ne smeta med sabo delati, da bi se kaj tepla, ravsala, ke pridemo na trening, se te stvari delajo, potem ke gremo pa iz telovadnice, pa ne. Zdaj, če se pa zgodi neka situacija, kjer se pa te stvari v samoobrambnem smislu uporabijo, je pa to, recimo, da tista edina situacija po moje, da se lahko neki borilni športi, borilne veščine uporabijo zunaj telovadnice. Ja, tako bi tudi jaz rekel, da za borilne veščine. Isto Ja, pri nas na judu sigurno. poudarek na temu, da ni namenjen temu, da boš nekoga napadel, ne. Sigurno, Ja. da ne. Kaj pa, da se vrnem nazaj, še eno vprašanje, kaj pa se je skozi leta, recimo, da te je v bistvu jiu-jitsu najbolj spremenil, da si se nekaj naučil in ja, nekako, da si se spremenil kot človek zaradi jiu-jitsuja? Ja, predvsem neko vztrajnost, bi jaz rekel, da nam te na splošno šport da, a ne. Narediš marsikakšno napako, in zdaj, če si vztrajen, potem se te napake postopno odpravijo, pa ne vem, ali se učiš neko novo tehniko, pa si vztrajen, pa ti potem ta tehnika začne iti,
Če pa nekako ne vztrajaš, ne stremiš k temu, da boš vedno boljši, pa na nekem nivoju stagniraš. In po moje je isto, ne vem, v vsakdanjem življenju, če nekih stvari ne delaš, se ne trudiš, potem pač stagniraš, ostaneš na eni točki, isto je pa na, ne vem, v športu, na tekmovanju, če ni skozi nekega napredka, skozi iščeš neko malenkost, ki bi se jo še mogoče dali izboljšati, spet stagniraš, na tekmi boš prej ko slej premagan, če ne boš skozi malo napredoval, v življenju pa isto, ne boš nekega preskoka na višjo stopnico naredil. Pa raje tekmuješ ali treniraš? Jaz bi rekel, da treniram načeloma, tekmovanje je kar en tak stres poseben zraven potegne, ne zdaj, da grem z, ne vem, odporom na tekmovanje, to sploh ne, ampak ne vem, cel dan mi pridemo v halo zjutraj, ne vem, 7, 8, potem se začneš počasi pripravljati, vsak ima neke svoje rituale, in si lahko v hali do, ne vem, rečemo neko tako povprečje 7 zvečer. Bilo je tudi kaka tekma, ke se je zavleklo, pa smo se še v polnoči borili, in je stvar kar stresna, naporna, ne bom rekel, da čakaš, da je konec, a ne, ampak, je po eni strani, če je rezultat bil dober, pa pol, ke je vsega skupaj konec, je tak dober občutek. Vmes čez cel dan, pa ke sediš tam nekje v ogrevalnem prostoru, ke se načeloma to nikjer ne vidi, a ne, pa čakaš, pa naslednja borba, pa ne vem, 10 borb, pa se vleče, da spet prideš ti na vrsto. Je pa lahko tak naporen proces, no. Jaz mislim, da tle ne da čakaš na konec, ampak da čakaš na to, da boš prišel na vrsto, da bo konec čakanja, da boš prišel na vrsto. Se mi zdi, da je to najbolj živčno te dela, to, da čakaš, da boš prišel na vrsto, ne vem. Ker imaš različno po kategorijah, ne, ene kategorije so prej, ene kasneje. In pol, če imaš 5 ur čakanja, se mi zdi, da te to naredi živčnega pred borbo. Ja, je stresno tisto glih to čakanje, pa zdaj gledaš na uro, koliko časa se bo vse skupaj zavleklo, ker pri nam pač koliko časa borbe trajajo, toliko časa bo tisti premor trajal, in zdaj kake borbe se končajo zelo hitro, pa lahko gre dokaj hitro naprej, včasih so neki challengei, pa sodniki gledajo posnetke, pa vse traja celo večnost, ti ne veš, kdaj bi se zdaj šel ogrevati za borbo, kdaj se ne bi, tako da ja, ta del je kar tak smotan. Te challenge in to, ke grejo gledat posnetke za nazaj, ne, kakšno mnenje imaš o temu, s to tehnologijo sodobno, a je to uničilo šport, ali je to zdaj neka pozitivna stvar ali bolj negativna? Pri našem športu je problem, da je tega preveč, vsaj zadnja leta, šport se toliko hitro, mislim, dogaja na tatamiju, sploh kar je povezano z nekimi tehnikami udarcev pa teh stvari, in potem to včasih sodniki, ne vem, ti stojiš na tatamiju, oni pa 5 minut gledajo posnetke, zdaj tisto, ke recimo pri nas vsak trener ima en challenge, če je uspešen, ga dobi nazaj, če ni uspešen, ga izgubiš do konca tekmovanja, oziroma v borbah za medalje ga spet dobiš nazaj. Te challengei so po mojem dobri, če nekaj trener vloži. Dostikrat je pa pri nas tisto, ke sodniki včasih se mi zdi, da še sami ne vejo, zakaj, pa potem gledajo neke posnetke, pa iščejo neke točke in se stvar kar zelo, zelo zavleče, a ne. Pri nas se je tudi to spremenilo, prej so borbo sodili 3 sodniki na tatamiju, če kaj niso bili recimo sigurni ali da se niso strinjali, so skupaj stopili, so se pogovorili, je to trajalo, ne vem, pol minutke, pa so stvar rešili, pa v večini primerov po moje kar v redu. Zdaj je na blazini en sodnik, pogovarjajo se pol po teh spet modernih slušalkicah, pa pol slušalkice ne delajo, pa, kateri tudi kake države mogoče malo slabše angleško govorijo, ono tisto, in to res včasih je prav katastrofa, ali kot gledalec, ke sediš gor pa gledaš, kaj zdaj oni delajo, ali pa kot tekmovalec, ke čakaš, da bo borba šla naprej, pa stojiš tam 5 minut. In pol se tudi borbe zavlečejo in, če nimaš pa, če nisi glih ti borec, takrat pa pol
čakaš na svojo borbo, pa Tako. a pa si rajš med temi pavzami, si sam s sabo, s tvojim očetom, si lahko, ko nisi na tatamiju, verjetno med borbami se lahko pogovarjaš in vse. Ker Ja, med ja. borbo verjetno se ne smeš. A, Mislim, Ja, da ne. malo so pravila spreminjali v tem času, ko sem Ja. jaz tekmoval tudi glede teh stvari. Zdaj ja, takrat, ko nimaš borbe, si zadnji v segrevalnici, lahko delaš, kar ti paše, a ne. Jaz vem, da sem takrat kar rad dokaj sam, se umaknem, sploh pred finalnimi borbami, ko so kake daljše pavze, včasih najdem kako garderobo, kak zakoten kotiček dvorane, pa tam tudi mogoče kak power nap, na hitro zaspim, če se da. Drugače pa ja, načeloma imam bolj ke ne kontakt, z očetom, zdaj če je kaka taka stvar, kak fizioterapevt, mogoče je bilo kaj treba, drugače se pa kar umaknem za sebe. Med samo borbo načeloma trener, ti lahko skozi daje napotke, pri judu je tako, da lahko samo v določenih trenutkih, ke se borba ustavi, pri nam to ni težava. So pa zdaj, mislim, da približno 2 leti nazaj, pravila malo spremenili. Prej si tudi ti kot tekmovalec lahko nekaj rekel svojemu trenerju. Ne vem, zelo tak primer, ke se je enim tekmovalcem zdelo slabo, da so to prepovedali. Če si ti mislil, da je neka stvar, za katero bi mogel dati trener challenge, si takrat, ko je bila pavza, ne bom rekel, da si zdaj se drl pa ne vem kako, ampak si mu lahko to nekako signaliziral trenerju, ne vem, mogoče med kako pavzo, tisto, ke je kratek premor, pa si videl, da neka stvar najbolj ne funkcionira, pa si ga lahko tako rečeš, mogoče za neki nasvet vprašal med borbo. To komunikacijo so pa zdaj čisto prepovedali in tekmovalec, če ti misliš, da bi mogel, ne vem, trenerju vložiti challenge, te možnosti nimaš. Ne moreš ti sodniku signalizirati, da bi rad ti kot tekmovalec neki challenge, ga ne moreš, ga lahko samo trener, koristi. Svojemu trenerju pa tudi ne smeš, tega signalizirati, povedati, kar je meni, ne vem, ne razumem, kaj je fora bila te spremembe pravil. Kazen za to je pa taka kar huda, no. Mi strokovno oziroma v športu se reče čuj tej kazni, 3 točke za nasprotnika, pa če dobiš 2 taki kazni, si diskvalificiran. In ja, se ni za špilati, no, da bi malo probal. Verjamem. Kaj vse moraš pa pri jiu-jitsu trenirati, da si potem lahko zaokrožen tekmovalec? Ja, jaz bi rekel, da na prvem mestu so treningi na blazinah, a ne, se pravi, čisto svoj šport. V vseh delih probaš biti čim boljši, se pravi udarci, meti, parterna borba, potem pa tako, ke mislim, da v današnjih časih že praktično pri vsakem športu, je pa neka kondicijska priprava osnova, brez tega sigurno, da ne gre, a ne. Je kar tak šport, ke zahteva kar zelo različne tudi vidike kondicijske pripravljenosti, ne vem, eksplozivnost v prvem delu, kjer so udarci, potem ko se enkrat primeš, moč, neka malo bolj, recimo, statična moč, tudi na tleh malo bolj statična moč. Kondicija, zdaj je 3 minute, ampak spet tudi To so kondicija je težke 3 minute. potrebna, Ja. ja. Mogoče recimo, da glih neki aerobni, čisto tisti klasičen, ke rečemo aerobni tek, a ne, neko dolgotrajno vzdržljivost ni toliko, bolj kaka hitrostna vzdržljivost, intervalni treningi, kake take stvari. Tako da je, mislim, da kar kompleksen šport, ke marsikaj zahteva. Po pa tudi psihološka pripravljenost, ne vem, jaz s tem nikoli nekih težav nisem imel, vsaj mislim, da ne, da bi prav kaj dosti s kakimi psihologi sodeloval, to nikoli nisem. Sigurno pa, da bi mogoče tudi koristilo ali pa da se kdo drug tudi tega poslužuje. Kaj pa, kako pa izgledajo recimo tvoji treningi? Verjetno so tudi kakšni drugi športi, ke jih greš delat zato, da, ne vem, nabereš kondicijsko pripravo ali pa kaj Ja, takega. recimo glih,
te najbolj aerobne zadeve jih nikoli nisem imel preveč rad, a ne. Dolgotrajen tek, take stvari, to sem naredil trening, ker sem vedel, zakaj ga delam, ampak so mi bili vedno te treningi največja muka, pol sem pa probal iskati neke variante, kako bi si te treninge popestril, da mi bi bili malo bolj zanimivi. Pozimi recimo, če je sneg, kak tek na smučeh, mi je že bil bolj zanimiv kot navaden tek, potem poleti gorsko kolo. Tega sem se tudi potem malo načrtno izogibal, ker sem se ene dvakrat fajn prevrnil, pa sem se potem vprašal, a je to zdaj dobra stvar ali ne, a ne. Boljše te. Ampak sem si spet jaz tako rekel, a ne, gor v hrib trpim, pol imam pa dol neki trail, je pa vsaj to neka nagrada za tisto, kar sem delal, ker sem se gor mučil, ampak sem pol videl, da mogoče pa ni to najboljša izbira. Zdaj sem malo to govoril, pa sem malo že vprašanje tvoje pozabil, oprosti. Ne, Saj si odgovoril. si Ja, odgovoril. tako no. Vse vrste treningov, mislim, tudi tako izven Ja, dvorane. drugače so pa to ne si vem, povedal. fitness, to je taka klasika, ke danes se mi zdi brez nekega primernega treninga glede na šport skorajda ne gre, a ne. Največ pa treningi na blazinah. Logično. Ja, meni je teh vprašanj malo zmanjkalo, tako da če imaš ti še kaj. Jaz imam veliko vprašanj, ampak se mi zdi, da tako nekih prav zanimivih vprašanj tale ChatGPT sploh ne naredi tako dobro, tako da tudi jaz se strinjam, da tale tehnologija ni prav dobra. Sem imela čisto vsa vprašanja, so si jih super spomnila, upam, da ti lahko še sam kaj dodaš. Se bom pol še No, svoje zaključna 3 vprašanja postavil. ja, on ima vedno Aha. 3 vprašanja. Ja, da ChatGPT je tak. Je ChatGPT. zanimiv, kaj ti lahko pomaga, glih, tako pameten pa še tudi ni. In za analizo je zelo dober. Za Za analizo, kreativne ja. stvari pa Ja, ni, pa mogoče. tudi nikoli ne bo. Ja. Kaj bolj takega. Je Simon veliko bolj, ampak tudi, mislim, ja, potem pa, ne vem pa, Potem pa moja 3 zaključna vprašanja. ja. To so Ta bo pa- je težka, Ja, Lahko so so zelo težke, lahko so pa tudi malo lažje, no. odvisno. Ja. Kaj je najboljši nasvet, ki si ga kadarkoli prejel? Ja, spet dosti klasično, ampak da ne obupaj, a ne, da tudi takrat, ko je težko, ne vem, v športu, kar nekaj poškodb sem imel, pa takrat je pol smotam, pa težko, pa se vrniti, pa ne vem, v tiste pol leta, ko rehabilitiraš neko stvar, zdaj pa nazaj na blazine, pa imaš mogoče neke dvome, a ne, ampak pač, da ne obupaš, da greš naprej, pa pol načeloma rezultati tudi pridejo. Drugo vprašanje bom poskusil malo spremeniti, ker zadnjič sem dobila en dober odgovor, pa je v bistvu tak, da je boljše, da pozabiš odgovor na to vprašanje, ker pa, se pravi, kaj je bil kakšen tak nasvet, ki se ti je zdel tako popolnoma nepravilen, slab, ki je škodoval temu, kar si ti, temu, s čemer si ti stremel na tvoji poti? Da se ne bi strinjal s tem. Tako, ja. Da ti tega zagotovo nekomu ne bi svetoval. Ja, pa ti je nekdo zdaj neki, razumem, se- sam je so treba težka, moram razmisliti. malo Ja. moram malo kar razmisliti. pozimi. Ja, Kaj v smislu takega, da samo trdo delo šteje ali pa kaj takega, a ne, ker je dostikrat po moje tudi neka pavza zelo pomembna pri športu in mogoče včasih tudi jaz v nekih točkah verjetno, a ne. Samo trening, 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 ni pa tiste neke druge stvari, ke je tudi po eni strani pomembna, dosti se športniki odrekamo marsičemu. Sigurno je to potrebno, brez tega ne gre, a ne, ampak samo trdo delo, ja, je zelo pomembno, neka pavza pa sprostitev, pa da v nekem obdobju, ke mogoče ni nekih toliko pomembnih tekmovanj,
pa tudi počneš nekaj druga, daš glavo na off, je pa tudi po moje zelo pomembno, ne, in mogoče vsi sam to hard work, pa neke te stvari, po drugi strani je pa tudi malo sprostitve, pa glave na off, pa vse to treba. Rečemo, kaj takega. To tretje vprašanje si pa sicer po moje že sta prvim odgovoril, Mhm. ampak je pa, kaj bi bil pa najboljši nasvet, ena misel, ki bi najnim gledalcem lahko ti iz svojih izkušenj dal? Ja, dosti podobno, a ne, da je treba vztrajati, tudi če ne gre, pa če te neka stvar, predvsem, da te veseli, da si najdeš nekaj, kar te veseli, in potem bo tudi to vztrajanje dosti lažje, a ne. Če je neka stvar, ke, ne vem, mene matematika na primer ni preveč veselila, a ne, in potem zdaj vztrajati v matematiki je bilo težko, če si pa najdeš neko stvar, v kateri uživaš, bo pa tudi to vztrajanje, tudi takrat, ko bojo prišli neki težji trenutki, mogoče kaka poškodba pri športu, bo pa spet lažje, a ne. Super. Ja, to je Hvala, to. da si vzel čas. Hvala. Pa mogoče še komu je bil današnji pogovor všeč, zanimiv, bi še predlagal, da si greste pogledat Jiu-Jitsu klub Shinto, kjer ti treniraš, ne? Si trener. Ja, v bistvu zdaj počasi rečemo, da se moja tekmovalna pot bliža koncu, tako da 1-2 leti nazaj, jaz sem tudi za ta klub že skozi prej tekmoval, potem v času korone se je klub malo bolj zaprl, je bila neka, rečemo, taka dokaj zaprta skupina, ke smo na neki tekmovalni nivo, mislim, trenirali s ciljem na velika tekmovanja, potem zdaj 2 leti, rečemo, približno, sem se pa jaz tudi malo bolj posvetil vodenju treningov, imamo tudi v tem klubu zdaj neke otroške skupine, rekreativne skupine, zaenkrat ni prav dosti tekmovalno usmerjenega, se mi zdi pomembna taka širina, da se, ne vem, ali otroci ali pa neki rekreativci spet to glih, da uživajo na treningih, da pridejo na treninge, da jim je to všeč, in zdaj tako bolj, rečemo, rekreativno, za odrasle, za otroke zaenkrat tudi tako lepo postopno, če bojo pa spet, da oni sami izrazili željo, jih bomo pa tudi na kako tekmo peljali. Se pravi, namenjen temu varnemu športnemu razvoju, Tako. da se v športnem duhu živi, razvija in trenira, ne? Tako. Ok, najlepša hvala. Hvala vama za povabilo. Hvala. Se vidimo naslednji torek.